Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej, kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi. Vesela sem, da se je odzval tudi Alojz Kiti, on je predsednik četrtnega sveta Šentvid. Pa gremo kar vprašanjem. Dober dan, gospod Alojz. Pozdravljeni vsi. Bova kar prišla na prvo vprašanje, kakšna je vaša povezava z vašim četrtnim svetom minulih 4 leti in kako bi to povezavo izboljšali. Izkušnje, ki smo jih pridobili v tem zadnjem mandatu, je, da vlada med krajani ena splošna apatija zaradi splošnega stanja, tako v političnem življenju kot v gospodarskem, družbenem. In izkušnjo, ki smo jo v parih primerih izkusili, je, da so ljudje pač popolnoma nezainteresirani, če se nek kritičen dogodek ne dogodi točno pred njihovim pragom. Se pravi, da zanima jih in iritirani so samo v primeru, da se to dotakne ali pa prizadene točno njega, ne pa že njegovega soseda v sosednji ulici, kar mislim, da je to že kar kritično stanje v teh meddružbenih odnosih. Kako bi to povezavo izboljšali? To pa je verjetno vprašanje za kakšne strokovne kroge in kakšne psihologe javnega zdravja, ker verjetno je to posledica te borbe za standard in za preživetje, tako da v bistvu ljudem primanjkuje časa. Enostavno ljudem primanjkuje časa, da bi se posvetili tudi svojemu sosedu. Drugo, kako ocenjujete povezavo med vašim svetom četrtne skupnosti in MOL? Ja, to se pravi, ta mandat je zelo zaznamovalo, seveda izrazito nesodelovanje, neodzivnosti mestnih služb do samih pobud iz četrtne skupnosti Šentvid. Še posebej se je to pokazalo v nekem odnosu, da je svet četrtne skupnosti pravzaprav nek nepotreben element pri sedanji sestavi mestne občine in oblasti mestnih. Kaj menite o ideji, da je županov občinski svet sestavljen iz predstavnikov svetov mestnih četrtnih skupnosti? To vprašanje je seveda za mene še posebej ključnega pomena, ker tudi moja pobuda in v programu za lokalne volitve 2018-2022 imamo prav to, da se spremeni volilni sistem, da se spremeni statut Mestne občine Ljubljana v smislu, da imamo tako imenovan kombiniran volilni sistem, ker tako svetniki mestnega sveta kot svetniki četrtnih svetov smo neposredno voljeni strani samih volilcev. In kot je na primer državni svet delegiran s strani interesnih skupin, tako bi bil lahko tudi mestni svet sestavljen iz predstavnikov interesnih skupin, v tem primeru so to posamezne četrtne skupnosti. Pri tem pa pomeni, da bi predlagamo tako imenovan 17+25 oziroma 17 in do ostalih do 45 svetnikov bi pa bili neposredno voljeni. Naš predlog je, da bi bilo, se pravi, v četrtnih skupnostih so izvoljeni svetniki, izmed sebe izvolijo najboljšega prvega med njimi, se pravi predsednika četrtne skupnosti, in predsedniki četrtne skupnosti bi bili direktno delegirani v mestni svet. To pomeni, da je bila tu že dvojna selekcija, prvi selekcija volivcev, drugi pa selekcija med samimi svetniki. Ostali, se pravi 17 predsednikov četrtne skupnosti bi bili direktno v svetu mesta, ostali svetniki, mestni svetniki bi pa bili izvoljeni potem za področja cele
celega področja Ljubljane, mesta, neposredno strani volivcev. Tako da to zelo podpiram, seveda. Ali v vaši četrtni skupnosti zbirate pobude občanov? Kakšna je vaša pobuda za izboljšanje razmer v vaši četrtni skupnosti? Mi v četrtni skupnosti se seveda vse pobude zbirajo stalno, neposredno in vsak krajan, seveda mi jih spodbujamo tudi za našim glasilom četrtne skupnosti, ki izhaja 4-krat na leto, da občani naslavljajo na četrtno skupnost čim več svojih pobud, problemov, ki jih potem obravnavamo na sejah četrtne skupnosti in izoblikujemo neke sklepe, ki jih posredujemo potem na ustrezne organe in službe na mesto. Seveda, mi dobivamo mesečno po 5 do 10 pobud. Večinoma je to seveda v četrtni skupnosti Šentvid je največja problematika je infrastruktura, predvsem prometna, cestna, tako da dobivamo zelo veliko pobud. Kakšna je vaša pobuda za izboljšanje razmer v vaši četrtni skupnosti? Imam samo en predlog, večjo odzivnost mestnih služb na vse. Mi imamo, da sam povem, preko 120 nerešenih pobud, ki smo jih za sklepi naslovili na mestne službe. Vaše vprašanje oziroma kaj želite sporočiti gledalcem? Bodite aktivni državljan, bodite aktivni krajan, politika ni tako zanemarljiva, s časoma seveda je treba določeno potrpljenje, se pa da v tej demokraciji pač z takim delovanjem marsikaj doseči. Hvala. Hvala lepa, gospod Hitri, hvala tudi. Upam, da bo to v redu za... Hvala tudi vam, dragi gledalci in vse.